prednosti oddelka, merila, pa tudi na koncu še pogoj za vpis, kaj pač treba prinesti k nam, da se lahko vpišete v športni oddelek. Na koncu pa še imamo dovolj časa še za vprašanja pa za odgovore na le-te. Torej, še enkrat za športni oddelek, komu je namenjen. Športni oddelek je namenjen vsem dijakom, perspektivnim vrhunskim športnikom, ki intenzivno trenirajo, hkrati pa želijo končati gimnazijo z uspešno opravljeno splošno maturo. Splošna matura pa ti pol omogoča na vpis na bilo kateri študij. Prednosti športnega oddelka je, da v razredu največ od 20 do 22 dijakov, povečano je število ur športne vzgoje, torej to pomeni 6 ur na teden športne vzgoje, ki se lahko programsko dopolnjuje s treningi, z individualnimi načrti, v glavnem vse skupaj je prilagojeno športnikom. Da vse tekoče poteka na šoli, pa skupaj z klubom skrbita koordinatorja. Prvi je športni koordinator, ki skrbi za strokovno sodelovanje šole s klubi, torej bilo na kateri strani nastane težava, da probamo skupaj rešiti zadevo. Pedagoški koordinator pa pomaga pri usklajevanju šolskih obveznosti ter pri pomoči načrtovanju pridobivanja ocen. Rad bi pa samo še poudaril na profesorski zbor, ki ima posluh za športnike, torej omogoča jim strokovno razlago. Tu so individualne ure, delo na daljavo, v glavnem vse, če imate dosti treningov oziroma tekmovanj, da se prilagodijo vam. Poznamo več statusov, torej poznamo status A, ki je najvišje, status B pri kategorizaciji športnika, ki je nekje na sredini, in status C, ki ga dobijo vsi športniki. Zdaj, zakaj je to pomembno, je, če pride do omejitve vpisa, je, da status A ti zraven uspeha še prinese 10 dodatnih točk, status B pa 5 dodatnih točk. Da omenim tukaj, da je bila lani na naši šoli omejitev vpisa na 170 točk od 185 možnih. Tako da vsak status, če si čim više, torej to pomeni samo dodatne točke zraven za lažji vpis v športni oddelek. Pogoji za vpis v športni oddelek 3. gimnazije Maribor. Torej, najprej moramo dobiti vlogo konec marca, začetek aprila, nimamo še natančnega, to vam tudi na osnovni šoli vam povejo, kdaj bo tale datum, do kdaj mora priti vpisnica. Zraven vpisnice potrebujemo tvoje zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali specialista iz medicine, športa in dela, izpolnjen posebni obrazec od panožne športne zveze, ki potrdi, da si registriran v njej in da tudi tekmuješ v uradnem tekmovanju te športne zveze. Iz strani tvojega kluba ali društva izpolnjen posebni obrazec, ki pač vsebuje izjavo trenerja, da bo sodeloval s športnim koordinatorjem, torej tudi podatki o tvoji perspektivnosti, o tvojem urniku treniranja in urnik vseh tekmovanj, o tvojih športnih ciljih pa tvojih najvišjih, najboljših rezultatov na športnem področju. Tudi potrebujemo potrdilo Olimpijskega komiteja, torej, če je tvoja panoga sploh registrirana pri Olimpijskem komiteju, da dobiš to potrdilo. Zdaj, to je bilo na kratko vse, če te še pa kaj dodatno zanima, pa smo tu na razpolago jaz, Primož Mesarec, pa profesorica Barbara Gregl Korošec. Če te kaj zanima, vprašaj, ali pa tudi lahko daš v chat kakšno vprašanje, da to mi tudi lahko odgovorimo, če te kaj takega zanima.